da delamo kvadrat. Ali pa pipe obliko, ali pa ruski mandl. Kako se postavlja šablono. In sicer, imamo vzporednico, ki gre po sredini prsta. Ok, s prosto roko je res po sredina. Po sredini ravno mora biti tole. Ok. Potem imamo apex naravnega nohta. To je vse pod kotom, to je pa spet vzporedno. Se pravi, to je vzporedno, tole je vzporedno. Ok. Tukaj imamo pa točko rasti. Zdravje, hvala. No, ok. Apex, točka rasti. Smo bomo tukaj napisali. Točka rasti. A veš, kje je točka rasti? Točka rasti je tam, kjer prehaja naravna konica nohta v prosti rob. Apex je pa najvišja točka na nohtu. Eni pa celo so brez apexa, takrat pa tudi moramo mečkam drugače postaviti šablone. Ok, in zdaj, če naredimo še eno vzporednico, tukaj od točke rasti naprej. Tako da imamo 3 vzporednice. 1, 2, 3. Ok. In zdaj, če delamo krajši noht, kadar delamo krajši noht, šablona takole. Tole imamo zdaj noht. Kisi. Ok. In tole je zdaj, ko delamo krajši noht. Imamo šablono takole, zelo visoko. Vedno gledamo točko apexa in tole točko na šabloni, da je v isti liniji, zravnano, vzporedno. Enako velja potem, vzporednica smo rekli z točko rasti in vse to je ista linija. Ne ista linija, ampak vzporednice. Velja? Je razumljivo to? Zaprav zelo po koncu moramo dati to šablono. Zaprav to, če delamo kratek noht. Če pa delamo daljši noht, bo pa šablona nižje. Razumljivo to? Tako si pomagaš, da veš, kaj delaš narobe, če nekaj ti ne funkcionira. Evo, to pa zdaj delamo daljši noht. In ko pa delamo daljši noht, mora biti pa tale šablona nižje. To se pravi, ponavadi itak delamo krajše nohte, pomeni, da boš mogla bolj navpično dati šablono, bolj navzgor. Kadar delaš posebne oblike, daljše nohte, potem pa daš šablono bolj nadol. Ampak to je, kadar delamo tele moderno obliko, v bistvu, zato ker apex pri moderni obliki je raven. Takole. Tukaj bomo napisali, da je pa tole dolg noht. Šablono vedno postavljamo glede na apex. In tukaj velja, daljši, kot je noht, nižje, šablona. Krajši,
višje je. Razumljivo, pri teh oblikah, modernih oblikah, kjer je apeks raven.